Živijo punce, ja, kakor je razvidno iz naslova, šopingirala sem. Spet sem se malo pokazala v Kokoli in izbrala kar nekaj novih kosov, sem pa šla tudi malo zavila v H&M. Tako hočem z vami deliti, kaj sem dobila, ker mislim, da to vsaka rabi. In sem pa si rekla, vam moram tudi dve stvari povedati. In sicer na zadnji, ko sem bila v Kokoli, sem zvedla, kar prej nisem. Sorry, bi lahko že prej vam povedala, pa pač nisem vedela. Kokolo se da tudi naročiti, dejansko vam pošlje tudi po pošti izdelke. Jaz sem mislila, da bom zdaj zmeri mogla v Ljubljano hoditi, ker bom hotela kaj novega, ampak dejansko, če vidite kak kos ali v tem videu, ali na Instagramu, ali kjerkoli objavljajo na Facebooku, kjerkoli, ki vam je všeč, si ga lahko tudi naročite in dobite po pošti. Že naslednji dan, to je še zadeva, mi je povedala lastnica, da kdaj ga pošlje celo ob 10. zvečer, ko imajo na pošto v Ljubljani, ki dela do 11. mislim da. Tako da se dobi že drugi dan zjutro. Če ob 10. zvečer naročiš, kadar zvečer malo grickaš kokice in brskaš po netu, se jo da naročiti in drugi dan je že pri tebi. To se nekaj moram povedati. In druga stvar, kar sem pa ful vesela, to I can't even, resno. Mogoče ste videli mojo ponedeljsko objavo na blogu, moje prvo bodvar slikanje in eno ful seksi perilo. Perilo je od Modne dame, kar sem jo spoznala mesec nazaj, 2 meseca nazaj. In zadeva je bila taka, da to je ženska, zaradi katere sem spoznala, da že celo življenje nosim napačno številko nedrčka, naprimer. Kar sem se zaljubila v perilo, ker zdaj ga imam standardno, kadar snemam video ali pa kadar sem samo doma, ga nimam gor. Pol veste, da je udobno. In zdaj, ko sem bila v Kokoli, sem nenormalno presenečena bila, da je bilo okoli obešeno od Modne dame perilo. Pač dejansko, zdaj je fizični plac, kjer si lahko greste te zadeve pomeriti, ker vem, da zna biti malo neprijetno. Jaz sem imela to srečo, da sem se z Modno damo dobila, da mi je v živo prenesla jih par, tako sem si dejansko probala, preden sem se odločila, kjero številko bi. Zdaj pa imate to možnost. Pač že tako, tudi če pokličete Modno damo na podjetje, ti vam vse povejo, že preko mobija je zadela mojo številko. Samo jaz sem se eno dost skeptik, sem hotela iti, da pomerim, s to sem še šla, ampak dejansko je že zadela samo preko mobija. Se pa zdaj daje tu v Kokoli pomeriti te izdelke, tako da... Ok, zdaj pa dost blebetanja, gremo kar pokazati stvari. Torej, prvi izdelek, kar sem ga dobila, kar se moram pohvaliti, zdaj je bil v številki S, na zadnji je bil M, tako da... Kljub praznikom. Ne, sej ne, to je ful žalosten fakt, da sem mišica zgubila, ampak ok, to bom že jokala pol. Gremo na izdelek. Govorim o hlačah, sem že na zadnje ful prehvaljenih o hlače. Na zadnje sem vzela te, M, zdaj pa S, kar so vsi precej podobne, samo da te so dark wash, malo bolj dark wash, raztrgane in imajo okostnjaka tukaj, ščipko. Te nove mi je pa lih všeč zaradi tega, ker je december, da so malo shiny, dosti perlic vmes, malenkost bolj sveto jeans, ampak res za malenkost, in nikjer ni luken, pa itak, kakor pri prejšnjih so dogležno dolge, ni da toliko placa ostaja. To mi je meni ful všeč, ker jaz, ker sem malo večja, ker sem 174, težko dobim zase hlače, tako da evo, druge, in te so nenormalno komod, ful streči, tako da tudi zdaj decembra, če se malo, pač, ne, se hlače redijo z vami, oziroma širijo z vami. Cena pa je, kakor prejšnja, se mi zdi, so 37,90, se mi zdi, so bile toliko tudi tiste, samo nisem pa sigurna. Ok, druga stvar, moj favorite kos, se mi zdi, je srajčka, za katero mi je povedala lastnica, da dejansko, kadar pridejo v trgovino, kjerokoli stranka, vse grejo mimo in potem ona jo da, ker ima črno in belo, tako pogleda, kjera bi pasala, in jo da in potem jo dejansko vsaka kupi. Ker to je po moje kost, ki bi vsaki lepo pašal. Jaz jo spodaj nosim še črno spodnjo majico. Gre se pa za tako srajčko, ki je nekoliko prozorna, ampak kakor se da spodaj črno konotirco ali palike. Ima take detajle, male pikice, žametne, in kar mi je pa ful všeč, ker ima tu še en tak mini detajl. Žametne, kako bi temu rekla, vrvice, tako si na vrh zavežeš, ful lepo stoji. Po moje to je tak kroj, ko bi vsaki pašal, ker tudi jaz sem že večkrat povedala. Jaz sem najožji del telesa v pasu. Tako, če tukaj imam vrečo, bom cela zgledala, ko da me je malo več. Če tukaj nekaj oprijetga, imam neko obliko. In pri srajcah je to pri mene ful nevarnost, ker večina mi jih kar pade dol, takih lus. Ta pa dejansko ne, ful lepo obliko obdrži in se mi zdi, da je moja nova favorite. Všeč mi je tudi, da se da rokave tako gor, da ima to zadevo.
pač ne vem, ko se reče, za spet, ampak ja, moj nov favorite. Se ste verjetno videli, ko stoji in verjetno ste se že zaljubili in verjetno že klikate na Facebooku Coca-Cola, da jo naročite. A ja, ne delate še tega, ker vam nisem še povedala cene. Cena je 21,90. Zdaj ste to šli narediti. Ok? Naslednja stvar, kadar sem jo videla, priznam, me je mar stisnila, sem bila, zdaj so prazniki, jaz sem šla ene 5 kg zgor, pač svaka čast Evi za ono boudoir slikanje, da zgledam tako dobro, ker pač sem se zredila in se zavedam tega, tudi rit je že malo uplahnila, ker ne treniram več toliko. Ampak ja, dobila sem kos, za katerega sem prvo, kar sem videla, se je kao, fakt, to noro za snemanje. Ampak sem bila skeptična zaradi tega, ker je precej prijet material čez sredino. Se gre pa za majico s takimi rokavi, pač, come on, imajo tudi neko tako z temi črnimi rožicami krilo, samo sem dala skupaj in mi ni bila všeč kombinacija, ker zgleda, ko sem ptička in da bom zdaj izletela. Ampak posamično mi je pa to nenormalno lušno, ful lepo prime, da res tisto žensko figuro, ker jaz zdaj imam kratko frizuro, ful rada imam neke stvari, ki pokažejo obliko žensko. Je pa tudi številka SM, torej primerno za S in M, kar je meni ful všeč, ker sem standardno tista umestna številka. Nisem S, nisem M, tudi zaradi velikosti oziroma višine in vsega skupaj in mi je všeč, da sem dobila nekaj, kjer je tista umestna številka tudi mogoča. Je pa cena 24,90. Boste definitivno videli tudi v outfit postih, kakor vse druge izdelke, kar jih pokažem. Ok, predzadnji kos iz Coca-Cole je kos, kjer je ogromno materijala, ogromno težkega, toplega materijala. In sicer se gre za tako krilo, ki je res zelo, zelo dolgo. Ima tak detalj pri strani, imitacija usnja, ful debelo, ful toplo, kar mi je zelo všeč je, da je high-low. Prvo, kadar sem pomerila, tega nisem niti opazila, pa sem se malo vrtela tam po prodajalni in pač to bo tudi na slikah, pa definitivno ena, kjer se vrtim, ker je ful lepo, kadar se malo zavrtiš, ful lepo se premika krilce s tabo. Ampak no, všeč mi je, da je high-low, zaradi tega, ker lahko imam tiste škornje čez koleno in dejansko od spredi bo lih toliko malo kože videti, od zadnji pa nič. To mi je ful všeč, zaradi tega, ker lahko sem samo jaz, ampak meni mi gre ful na živce zdaj po zimi, kadar imaš oblekco gor in plašč čez in se toliko oblekice vidi čez celo. Maybe it's me, ampak meni mi tisto res ful ni lepo in pri tem sem sigurna, da se to ne zgodilo. Zraven tega je pa toliko toplo, da dejansko po moje, če skombiniraš z enim puloverčkom, lahko samo usnjeno jakno imaš gor, ker te to toliko greje. Je pa ogromna zadeva, pač res ogromna. Ful materijala, ful konkretnega, toplega materijala. Cena pa je 30,90. Zakon po moje za decembrske zabave. Tako, če si še zmeri taka ljubiteljca črne, kakor sem jaz. Ok, še 4. V Coca-Coli sem dobila tudi eno trenirko. Videli boste, kako izgleda tukaj. Zaradi tega, ker odkar sem prišla, pač dejansko jo imam na sebi, odkar sem jo dobila. To pa zato, ker sem si dejansko ful želela zdaj eno trenirko v decembrskem času. Ampak ne tisto, kar deluje kot trenirka na 20 km, če me razumete. Ker hotela sem nekaj, da lahko vseeno zvečer grem na Leona štukla poslušati muziko in se ne rabim dajati v džins hlače, ker sem ful nekomot, oziroma te od Coca-Cole so, ampak you know what I mean. Ne rabim se neke oprijete zadeve, ampak da sem komot, pa ne zgledam tako. Štekate? Pač, hotela sem eno malo lepšo trenirko. In nekaj sem to razmišljala, vstopim v Coca-Colo and there it was. Prvo, kar je, črna je, yes. Drugo, kar je, zakon material je tak, da ne sprijema dlak od mačk, ker pač imam dve mački, karkoli črnega imam v stanovanju, požira dlake njihove. Tretja stvar, kar mi je všeč, je sam cut, ker jaz to sem zdaj nosila večinoma s kakim malo oversized pulloverjem, s temi črnimi Army Boots Princessa in Morganovim plaščkom in deluje tako malo put together, malo edgy, ampak realno stanje v prevelikem pulloverju sem in trenirki. Deluje pa ful kukor, da si se nekaj potrudil, kar je definitivno look, za katerega sem šla. Pa noben ne rabi vedeti, koliko moč sem. Pa lahko še spod izdam žabe, če imam raz, pa vse, čeprav je ful topla. Pa žep ima ful fajn za zapret ga, tako da ja ponovadi dam mobi, da mi ne pade ven, kadar pleševa z Matjažem na Leonem štuklu. In ja, smo pri H&M-u. Ne vem, kaj se dogaja s H&M-om, a gre v bankrot ali kaj je, ampak tam so cene zdaj nenormalno nizke. Jaz sem slučajno zavila, ker priznam, ne kupujem več toliko tam, ker mi ni všeč njihova etika delovanja. Ampak sva šla z Matjažem v Europark in vmes mi je ostalo malo časa in vsekale, jaz te počakam v H&M-u. In grem jaz tja in zagledam 3 izdelke, kar sem jih seveda mogla vzeti.
in sicer po nenormalno nizkih cenah. Prvi je bil ta puloverček, ki sicer ni med najbolj debelimi, ampak je pa definitivno med najbolj lepimi. Barva se mi zdi, gre noro dobro z mojimi lasmi trenutno. Je pa ful lušen tak navy blue, ko je mornarsko modro, ne še bolj temna. Ko je že tisto, Royal Blue, ne vem, ko je v slovenščini, Royal Blue. Ima pa v mestu i take modre bleščice, kar se mi zdi, za december naredijo ta puloverček super. Kot sem rekla, ni med najdebelejšimi, pač po moje se mi vidi skozi. Je pa definitivno en tak layering kos, en tak kos, da če imate kako večerjo ali pa kaj doma s prijatelji ali pa kaj, to je super, ker izgleda lepo in ja. Bila je pa cena, zdaj kam bom povedala, boste zdaj vzeli ključe in šli v H&M, ampak ne tega narediti, počakajte, da dokončam s tem videom. 4 evre. 4 evre za tak pulover, pač v Primarku se ne dobi tako poceni puloverju. Drugi, tudi za 4 evre, je pa My Love, ker jaz to obožujem črno, sivo, belo, to že vsi vemo, večino časa samo to nosim. Tak, ful lepo stoji, večinoma ga nosim s to trenirko, ko imam zdaj gor od Kokole. Ful lušen, že drugič ali tretjič opran, pa ga imam en teden mogoče, tako da res stalno ga nosim. Ful je lušen, tudi ni med najdebelejšimi, je sicer bolj debel kot tist moder, ampak je pa fajn zaradi tega, ker je lahko to layering piece. Daš spodaj kakšno belo ali pa črno majčko, to na vrh, čez jakanco, šal, you know, all that jazz. In ful lušen, ja. In tretji, kar ga imam ti zdaj gor, se mi zdi, da zdaj ga že vse poznate, ta ho, ho, ho. Ampak letos so ga malo spremenili. Letos ga podrsaš ni no, 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 ampak je bolj v stilu zame. Jo, jo, jo! Ja, to se mi zdi, da sem ful jaz v puloverčku. Ful mi je lušen, ker končno tudi jaz ten ta Christmas sweater, kar je cheesy, ampak mi je ful všeč, ker se tako drsa. Meni so tudi enega so največ moje številke, žal še tega sem dobila lih pred zadnjega, ampak sem imel še enega tako, kaj je bil samo v krogu pingvinčkova glava in pa kar si podrsil ena tista kugelca za nasmrekco. Tistega bi to ful imela, ampak pač ni bilo več moje številke. Definitivno se splača iti zdaj v H&M, Kokolo itak že zaradi hlač njihovih, pa če niste opazili, jaz večinoma samo spodnje dele tam jemljem, ker so jaz upam, da se je videlo, kako kaj izgleda na telesu. Upam, da je bil ta video všeč, da mi je vsaj malo prišel prav. Ja, kakor sem rekla, mogla sem omeniti dve stvari, da Kokolo se da naročiti in da modno damo se da zdaj tam dobiti. In ja, tisto perilo, kar ste ga videli na mojem boudoir slikanju, sem dobila v Kokoli. Ja, če niste šli pogledati tistih slik, pač pejte, ker sem res... jaz sem sama sebi dora, tako so dore. Ok, to pa za ta video vse. Jaz vam želim res ene super čudovite praznike v krogu res vaših najdražjih, da preživite Božič ob polni mizi, da ne gledate na kalorije. In ja, upam, da mi je bil ta video všeč. Če ti je bil, prosim, klikni všeč mi je, ne se pozabiti naročiti, pa daj mi povej, kjer kos je bil tebi najbolj všeč, to me vedno zanima, da vidim, če imam podoben okus kot vi ali ne. Bodo pa definitivno večino lukov tudi na mojem blogu, tako da ne pozabi na aleksandrovs.net. Se vidimo drugič. Čau, čau!